skrajšajo čakalne vrste. V tem času je bilo na področjih dostopnosti in kakovosti, ki dejansko sta prioriteti mojega mandata, narejeno veliko. Na področju kakovosti, če najprej začnem s kakovostjo, smo v delovni skupini takoj pričeli z delom na pripravi zakona o kakovosti, ki je trenutno v javni razpravi. Prav tako pa smo na ministrstvu vzpostavili delovno skupino, ki se ukvarja s pripravo kazalnikov kakovosti na 4 prioritetnih področjih. To so kardiologija, ortopedija, oftalmologija in onkologija. Na področju dostopnosti pa smo prav tako sprejeli kar nekaj ukrepov na vseh ravneh zdravstvenega varstva, se pravi, govorimo najprej o primarnem zdravstvenem varstvu, kjer smo tako z uredbo kot z interventnim zakonom predvsem olajšali prihod tujim zdravnikom v Slovenijo. Prav tako smo ojačali oziroma izboljšali standard ambulant družinske medicine, kjer smo dodali polovičko diplomirane medicinske sestre. Kot veste, smo na Ministrstvu za zdravje tudi že izvedli poziv za prijavo ambulantam družinske medicine, da se prijavijo in to polovico diplomirane medicinske sestre tudi sprejmejo v svoj tim. To je zelo pomemben ukrep, ker spodbuja timsko delo in bolj celostno obravnavo vsakega pacienta posebej. Tako da zelo smo veseli, da je bil odziv na poziv pozitiven in da so prijave prišle tako s strani javnih zdravstvenih zavodov, se pravi zdravstvenih domov, kot tudi koncesionarjev. Poleg tega se seveda prizadevamo še za dostopnost preko ambulant za specializante, se pravi specializant je že prej sicer lahko opredeljeval paciente v zadnjem letniku študija, to pa smo nadgradili, zato da je bolj opolnomočen, zato da je bolj motiviran, tako da smo zagotovili specializantu, ki opredeljuje v zadnjem letniku študija, tudi enak standard ambulante, kot ga bo imel kasneje, ko je specialist, dela pa seveda pod mentorstvom v tem zadnjem letniku. Ukrepe za izboljšanje dostopnosti pa smo sprejeli tudi na drugih ravneh, na specialistično-ambulantni ravni, kjer predvsem dajemo poudarek večjemu upravljanju prvih pregledov, ker prvi pregledi so tisti, ki pacienta potegnejo v sistem, ko je nekje čaka, ko je pregledan na primarni ravni. Se pravi, če se poveča število prvih pregledov, se potem skrajšajo posledično čakalne vrste.